Karkoli sta zakonca Voglar naredila, svoje dnevne sobe in jedilnice, obitih s temnim opažem, nista mogla posvetliti. Ko pa sta sten potrgala opaž, sta sprožila plaz, ki je vodil v temeljito prenovo. Andreja Voglar je bila zadovoljna z življenjem v hiši, ki jo je z družino podedovala, vendar se že nekaj časa ni več počutila prijetno v dnevni sobi povezani z jedilnico. Ta prostor je bil prej zelo temen. Dnevna soba in jedilnica, vse je bilo zelo temno. Po stenah je bil temen les, enako po stropu temno rjav les. Parket je bil temen, omara temno rjava, peč, kamin je bil temno rjav, vse je bilo zelo temno. Z možem sta sklenila prostor nekoliko osvežiti. Kupila sta belo mizo in z njo nadomestila staro, ker pa se ni ujemala s temnim opažem na stenah, sta ga odstranila. Čeprav sta sprva nameravala zamenjati le nekaj kosov pohištva, sta z vsako novo spremembo spoznala, da je potrebna še ena. Sva si pa že dalj časa želela pravzaprav svetu prostor in sva rekla, evo, ne načrtno, ampak je tako se izšlo, pa pač zdaj greva v temeljito prenovo. Vsak član družine je pa prispeval kakšen detajl. Recimo sin, poleg tega, da je skrbel za tehniko, je izrezlal vrtnico za v parket. Mož, oče družinski, je naredil ložo za kipec na steni. Otroci so pobarvali stole, sami smo pretapicirali stole. Stole smo potem okrasili še z imeni. Otroci so izrezali vsak svoj motiv, pa sta naredila srčke. Mož, ki ima malo bolj umetniško roko, je izpisal imena pa okrasil stole. Hči je naredila lonček za rože. Pač povsod je mnogo detajlov, osebnega pečata. Trije stari lestenci so zares zasijali šele, ko je dnevna soba postala svetla in prav zaradi nevtralnih barv pa je lahko hčerko kadarkoli spremenita po svojih željah. In radi potem večkrat spremeniva barvo celega prostora, zamenjava recimo vse pavštre v vijolične odtenke, naslednjič v zelene, pomladne. Prilagodimo rožam, šopke zamenjava, popolnoma spremeniva barvo, prilagodiva vzdušju in mogoče praznikom.